Resnica je stara, kdor to v življenju spozna, ta res srečo ima. Prijatelja pa si dobiš, če sam si prijatelj, če v svoje srce ga spustiš, marsikaj z njim deliš. Prijateljstva pravega je le malo na svetu, mnogim edino je mar, da imajo denar. Če pa si slaben, bogat, prijatelja najdeš, a vprašaj se, kje tisti je, ki imel bi te rad. A jaz v življenju svojem našel sem prijatelja, moj varen je pristan, grem k njemu, če sem sam, nič ne sprašuje, le roko mi da oporo. Težave in skrbi z menoj deli. Prijateljstva pravega je le malo na svetu, mnogim edino je mar, da imajo denar. Če pa si slaben, bogat, prijatelja najdeš, a vprašaj se, kje tisti je, ki imel bi te rad. Svojem našel sem prijatelja, moj varen je pristan, grem k njemu, če sem sam, nič ne sprašuje, le roko mi da oporo. Težave in skrbi z menoj deli. Nič ne sprašuje, le roko mi da oporo. Težave in skrbi z menoj deli. Dober večer, dobrodošli, dragi prijatelji, v naši veseli družbi. Že kar nekaj časa je minilo takrat, ko so bili nazadnje pri nas v gosteh in zelo veseli smo, da so danes z nami v naši oddaji, v našem studiu Ansambel Javor. Dober večer, dobrodošli. Blaž, kar izvoli, tukaj le. Ko smo se pred oddajo pogovarjali, kdaj ste bili nazadnje tukaj, skoraj da
nismo našli pravega odgovora, ne, ker mnogo časa je minilo takrat, ne, in mnogo stvari se je na vaši glasbeni poti tudi zgodilo. Tukaj na mizi imamo 4 vaše CD plošče, ki so nekako vam v ponos in seveda vsem tistim, ki vas radi poslušajo. 5. je zdaj v nastajanju, ne? Kar hitro se pri vas to dogaja. Kaj vse se je zgodilo v teh letih, ko se nismo videli? Tako, jaz bi najprej pozdravil vse gledalce in gledalke, ki nas spremljajo. Ja, kar nekaj časa je, odkar smo že bili tukaj pri vas v studiu. Bomo rekli tako, cirka 12 let. V teh letih smo izdali kar nekaj novih projektov, bomo rekli, jih lahko naštejem, Zapoj z menoj, potem prav vsake Meden, Cvet pomladi in zadnja Prijateljstvo nekaj velja. V nastanku so pa že nove skladbe, kakšno boste tudi danes slišali, novo, in v teh letih se je zgodilo ogromno lepega. Ogromno, veliko ljudi smo razveselili po Sloveniji in v tujini, tako da bom rekel, s tako zasedbo, ki je danes tukaj se predstavlja na vaši televiziji, bomo rekli, bomo še dolgo orali ledino. Ja, kar nekaj sprememb je bilo, ne, v tem času, ne, tudi v samem ansamblu. To pa ne pomeni, da ste vi počivali, pridno ste delali naprej. Se mi zdi, da kar z istim tempom, če ne še mogoče z močnejšim. Ja, tako, jaz bom rekel, nekaj sprememb je bilo, pa tudi ne toliko veliko, bomo rekli, bolj šibki smo bili na kitari. Glavne 4 člani so od vsega začetka, bomo rekel, Andrej Malovašič, ki prihaja iz Podlipe, naš pevec. On je tudi sin znanega tekstopisca Ivana Malovašiča. Potem je tukaj Primož Merlak, ki prihaja prav tako iz Podlipe, harmonikar tudi od vsega začetka. Ustanovna članica je tudi Florjana Lampeš-Gavec na vokalu. No, 2 let je že z nami odličen kitarist, Jernej Štremfelj, ki prihaja iz Spodnje Idrije. Jaz sem pa itak od vsega začetka že tudi prej v drugih ansambljih igral. Ansambl Javor pa deluje pod mojim vodstvom že 17. leto. Ja, lepa leta so to, ne? Ja. In verjetno ste ponosni na vse to, kar ste v teh letih počeli, kar ste postorili. Veliko oboževalcev imate, tistih, ki radi poslušajo vašo glasbo. In to se mi zdi, da je eno tako pravo priznanje, ne? Če ti ga ljudje namenijo in ti povedo s tem, da dobro delaš, da si na pravi poti in da je glasba, ki jo ustvarjate, tista, ki seže ljudem do srca. Točno tako, kot ste povedal. Najlepše je, da so zjutraj po igranju ljudje zadovoljni in fajn je, ko te vprašajo za kakšno našo skladbo, glasbene želje, to je pa nekaj najlepšega. Zdaj vemo, da glasbeniki na raznih feštah, prireditvah, zabavah igrate vse sorte, ne? Kakšno je tisto vaše razmerje med vašimi skladbami, ki jih ni malo, in pa tistimi drugimi, ki jih izvajate na kakšnem vašem špilu? Ja, tako je. Včasih bom rekel, da se spomnimo nazaj, naši začetki so bili, smo pretežno igrali, bomo rekli, vse, kar je kvalitetno, narodno zabavno in seveda tudi zabavno. Od drugih ansamblov, največ seveda od Franca Miheliča, pa Avsenika, pa Lojzeta Slaka, ki je tudi, bomo rekli, tudi naša, izredno, kot bi rekel, naša smernica za vse ansamble, ki so začeli v tem času. In kasneje smo se pa na svojih igranjih tudi poslužali svojih skladb. Danes bomo rekli, pa kar precej svojih skladb zaigramo na kar je tudi prav, če se seveda mene vpraša. Vi prihajate, kje je pravzaprav sedež ansambla? Ja, sedež ansambla je Črni vrh nad Idrijo. Tam je to nekje tam, kjer je skozi cesta po zim zaprta, zaradi snega, pravijo. Letos še ni bilo kaj hudega? Letos smo že imeli 20 cm snega. Je že bilo, ja. Tako da smo tako videli smo, da bo tudi letos zima. Ampak vi ste vajeni tega, ne? Ja, to ni panike. Ko odhajate drugam po Sloveniji, kako sprejemajo vašo glasbo, ne? Saj vemo, da vse posod so različni ansambli, ki opevajo domače kraje, domače, ne vem, lepe stvari, ki jih obkrožajo, ki
govorijo o življenju tistih ljudi, ki tam živijo. Kako pa vas sprejema? Ker vendarle prinesete nekaj svojega drugačnega tja, kamor pridete. Ja, bomo rekli tako, naš ansambl je prepoznaven bomo rekli, po ženski vokalu, čeprav ne moram reči, da imamo slabe moške vokale, ampak naša Florjana je taken prepoznaven glasek ima in veliko kdo popraša prav... Naša, tvoja. Tvoja, ne? Našte, tako je. Ne smemo javnosti. Lahko, ni to nobena težava. Morava povedati, da bo danes z vami nastopila tudi vajina hči, v 2 skladbah bo zaigrala violino, ne? Ja, tudi malo. Kdaj se pojavi zraven vas? Tako, ob različnih priložnostih in rečemo, če je kakšna poroka taka, ker ona tudi violino igra in odlično tudi poje, tako da se ni bati za prihodnost, da ne se kdaj. Po kom ima ta glasbeni pevski dar? Po atu ali po mami? Jaz bom rekel, da vse, kar je dobrega, je po mami. Kar je pa slabega, pa ne vem, kaj je pa slabega, ker je ona tudi odlična v šoli, tako da nimam pripomb. Vse se malo hecamo, ne? Ja, malo se hecamo. Jaz te prosim, če kar odložiš tale mikrofonček, jaz pa zdaj letim do Florjane. In tako jo moram vprašati to, kar je pač že Blaž rekel, ne? Smo znani po ženskem vokalu, ne? To se mi zdi eno tako lepo priznanje, ne, za ansambl, ne? Ja, ne vem, pač jaz imam zelo rada tele nežne valčke in nekako potem probam dati to svojo dušo in očitno so poslušalci to začutili, da meni to leži in so nastale dobre skladbice. Ko ustvarjate te skladbe, zdaj smo slišali 5. projekt je že v nastajanju, ne? Kaj se je spremenilo od tistega prvega pa do sedaj? Ostajate na isti poti, približni, ali ste kaj spremenili, kaj dodali? Približno ja, ostajamo na isti poti s tem, da pač kvaliteta se gotovo veča, več znanja imaš, več izkušenj imaš, tako da se sigurno kaj še dodaja in na začetku smo recimo imeli samo duet, zdaj je že skoraj pri vsaki skladbi 4 glasje, a ne, tako da pač dodelujemo, ampak to začrtano smer, kakor smo si od na začetku. Kako je mama ponosna, ko hči odraste in gre v glasbo in je odlična glasbenica in odlična pevka in z vami sodeluje? Zelo, saj veste, da to se ne da drugače, kot da si zelo ponosen, da se to nadaljuje in da vidiš, da je res tudi ona nekako v tej smeri dobre glasbe, da ima rada dobro glasbo in da tudi poskuša čim boljši izvesti in to je vse, kar si lahko želiš. Lahko rečeš, da je bila glasba v zibelko položena? Ja, jaz mislim, da ja, da skoraj ne more drugače biti, saj dejansko je ona skozi že od nosečnosti naprej bila v muski, tako da in potem vse otroštvo, vse vaje so bile pri nas in nekako po moje bi težko kaj drugega počela, čeprav počne tudi druge stvari, ampak no, v glavnem. Ok, naj bo tako še naprej. Hvala lepa in izvolite. Hvala. Prišel je čas, jaz pa zahajam vas, tja k moji deklici, ki sama spi. Ko zjutraj grem od nje, viri v snegu se, zdaj pa že vsi vedo, da ljubim jo. V kamrici čakam ga, širnem svetu je prelepa stvar, nihče ti je ne more vzeti, tudi ko si star. Ko človek jo spozna, zavi se, da je to zaklad, začuti jo ostane večno mlad.
Kdaj sem vprašal jo za njeno dlan roko, se je nasmehnila, prikimala. Zdaj, ko zasnubil me, fantič predragi je, pa kar na pomlad to šipolce bo. Ljubezen na tem širnem svetu je prelepa stvar, nihče ti je ne more vzeti, tudi ko si star. Ko človek jo spozna, zavi se, da je to zaklad, začuti jo postane večno mlad. Ko človek jo spozna, zavi se, da je to zaklad, začuti jo postane večno mlad. Ja, Blaž ima danes kar zahtevno funkcijo. Blaž, prosim, če ponovno prideš k meni, tukaj k moji mizi. Midva bova zdaj skočila malo v vašo zgodovino. Ne? Če zdaj pogledava 17 let nazaj, to je eno lepo obdobje, ko ste vi začenjali svojo glasbeno pot. Kako se spominjaš tistih vaših začetkov? Ja, bomo rekli tako, mi smo začeli malce drugače kot drugi ansambli. Jaz sem že prej igral pri drugem ansamblu in bomo rekli, nekaj ljudi sem poznal tako. Ko najtežje je bilo nabrati člane, bomo rekli, na začetku poznal sem veliko glasbenih prijateljev in sem hitro dobil številke, poklical, smo naredili prve vaje in prvi nastop smo imeli v letu 2002, kar v gostišče Metka, to je ena gostilna tukaj pri nas v Črnem Vrhu, kamor smo povabili vse znance pa prijatelje, tako da jih malo pogostili. Da ste malo probali, ali je to to? Pa malo probali, ali pa to. In takrat je bilo že neverjetno, ljudje so bili že v prvo navdušeni in že v tistem letu smo imeli ogromno igranj in tako se je pač začelo ta pot. A si ti kot mlad fantič imel neko svojo željo imeti enkrat ansambl, delati, ne vem, svojo glasbo, nastopati, kako je bilo s tem? Ja, tako, ko sem drugje igral, to želja je bila vedno. V sebi sem imel željo, lahko tudi moji prijatelji povejo, da sem vedno govoril, da enkrat nekoč bom pa imel svoj ansambl. In takrat se je pokazalo, leta 2002 sem dozorel in pač se je to zgodilo in zelo sem ponosen. Bomo rekli, na začetku je bilo kar težko, ne, tako, in ampak potem smo si svojo pot utrli in jaz upam, da bomo še dolgo tudi mi razveselili. Upamo in se veselimo seveda vašega dolgoletnega ustvarjanja. Mogoče še tole vprašanje, ne? Glede na to, da ste zdaj v ansamblu ti in soproga, pa tudi občasno hči, a je to prednost za ansambl ali je to težko usklajevati te obveznosti, snemanja, vaje, nastope in peljati tudi drugo življenje sporedno? Jaz mislim, da je lažje, saj mislim, da za mene, ker je vse povezano, tudi veliko, bo rekel, mojega življenja in življenje moje družine je povezano z ansamblom. V ansamblu je pa tako kot v družini, treba se prilagajati enemu drugemu, drugače to ne pele. In jaz sem tako, kot že na začetku v ansamblu podelil tudi razne vloge vsakmu članu, tako da vsak skrbi za svoje področje in je lažje skupaj določena stvar predebatiramo in se na koncu odločimo in jaz mislim, da tako lažje vse skupaj. Zaenkrat funkcionira, ne? In prav je tako. Zdaj pa, če še greva, vidimo malo v zgodovino, ne? Se povedal si, sem sodeloval v drugih ansamblih, kako se pa pravzaprav sploh začela tvoja glasbena pot na začetku? Ali ste bili v vaši žlahti, so bili kakšni glasbeniki, kdo te je pravzaprav navdušil za glasbo? Ja, tako bom rekel, moji predniki, bomo rekli, po mamni strani so bili kar veliko glasbenikov,
to bomo rekli, je izhala tudi ena plehmuska prav iz našega konca, kjer so moji staroče igral tudi v njej. In pol kasneje, ne, me pa mene stric, bo rekel moj, navdušil, v bistvu tako smo bila narzenlihene 10 let in v bistvu on je igral tudi trobento in na začetku sem poslušal tako, bo rekel, narodno glasbo, me je zasvojila ta kvintetovska muska, kasneje tudi Mihelič, pa tako ta muska in Lojze Slak, ki mi je bila izredno všeč in tudi sam sem začel študirati malo bolj glasbo, ne, tako da je kasneje sem se podal malce v te vode in srečen sem, da lahko razveseljujem ljudi na ta način. Ok, jaz bom kar prosil, da se naš naslednji glasbeni gost pripravi tukaj v našem studiu, ta čas, da še midva kakšno pametno rečeva, ne. Niti žal verjetno, ne, da si se podal v glasbene vode. Glasba prinaša veliko lepega, veliko lepih stvari se zgodi tudi na glasbeni poti, čeprav ni malo odrekane, ne, in pa seveda vloženega truda in časa, ki ga je pač treba vložiti, da zadeva funkcionira tako, kot mora, ne. Točno tako. Takrat sem prej povedal, vse svoje življenje pač prilagajam glasbi, ni mi težko, jaz sem izredno vesel, da tudi moji sedajšnji člani v ta smer razmišljajo, tudi vsi imajo svoje družine in tudi oni se morajo izredno prilagajati, da lahko tak ansambl funkcionira in kajti mi smo radi igramo in vejo vsi, da ljudje to čutijo, ko smo na odru, da z veseljem igramo. In da date pravzaprav nekaj svojega, nekaj sebe v to glasbo, ki jo izvajate. Rekel si, da ti je bila zelo všeč Slakova glasba, Miheličova glasba. Kaj pa ima vaša glasba posebnega oziroma drugačnega v sebi, da je prepoznavno, da je to vaša? Jaz sem rekel tako, ima nek občutek za lepe valčke in lep vokal Florjane in seveda tudi moram izpostaviti tudi našega najbolj plodnega avtorja, to je naš Primož na harmoniki, on je tudi večinoma avtor skladb, tudi ostali delamo glasbo, Jernej, zdaj pa jaz sem nekaj naredil, pa naša pevka Florjana, pa tudi Andrej je nekaj naredil, največ je pa Primož in Primožu gre tudi zasluga, da tudi nastajajo te lepe melodije. Zraven imamo pa tudi veliko teh, mi damo veliko na besedilo, priznanih tekstopiscev, ki zelo radi z njimi sodelujemo, bomo rekli tega hišnega, Ivan Malavašič nam je veliko naredil, pa Fanika Požek, ona dela prekrasne skladbe in besedila in potem Bernard Miklovc in Matjaž Vrh in vsi ostali. Ivan Sivec mogoče. Tako, tudi. Ja, tudi. V redu. Blaž, hvala lepa, ker ostane tukaj na mesto. Jaz pa zdaj hitim k našemu naslednjemu glasbenemu gostu nocoj. Domen Trobiš je danes z nami in danes s posebnim namenom v rokah držim, dober večer, dobrodošel, v rokah držim tvojo CD ploščo, na kateri piše Romantik artist. To se mi zdi tako kunštno povedano, ne? Ja, v bistvu tudi zaradi tega, ker je celotni CD je v romantični oziroma bolj romantična glasba, so pa vse moje avtorske skladbe. Ne? Tebe smo vajeni kot harmonikarja, velikokrat smo te videli, izvajati narodno zabavno glasbo, danes pa bo to čisto nekaj drugega. Tokrat je pa malo drugače, ja. Tole je moj letošnji že drugi CD. Prvi je seveda išel z harmoniko, no tale je pa malo drugače z klavirjem. Kdaj in zakaj si se odločil izvajati tudi takšno, lahko rečemo, bolj nežno in resno glasbo? Bom rekel, to me že spremlja vse od otroštva, ampak sem se spreminjal. Enkrat sem imel to zvrst rajše, enkrat to, ampak to pa zdaj zadnja leta sem pa rekel, da bom pa malo bolj to romantika, pa to na ta način in
to me zdaj pa spremlja. Midva sva že govorila o tem, da te je glasba ponesla tudi preko velikih luž v Združene države in še kam, da ne bova naštevala zdaj vse te dežele, še vedno to počneš in mnogokrat te vidimo na enih takšnih krajih, kjer so za nas, bi rekel, nekaj posebnega, v tem smislu, ker smo te vajeni kot harmonikarja, ne? Pa te vidimo v kakšni, ne vem, stekleni dvorani, v kakšni taki bolj takem prestižnem prostoru, kjer zabavaš goste. Ja, s klavirjem se res pojavljam v takih ambientih po svetu in v Sloveniji, po Sloveniji največkrat v hotelih, tako da ja, res, nisem za veselice ali za bolj takšne zadeve, sem pa bolj resen. A je ta druga varianta tvoje glasbe zdaj prevladala? Pa je manj tiste narodno zabavne? Ne, imam še vedno oboje. Ok, Oboje. pol na pol, ne? Tako. In tako je prav. Danes nam boš iz tega CD-ja zaigral dve skladbi, ne? Dve skladbe, tako, Ja. Spring Love oziroma Pomladna ljubezen in pa Ok. In my hands v mojih rokah. Ok, hvala lepa, da si prišel, da boš predstavil vsaj del tega tvojega projekta, ki ga ljudje lahko že kupijo in si zavrtijo takrat, ko si to najbolj želijo. Tako, hvala. Hvala, izvoli.
Blaž, kaj boš dejal na tole? Prekrasno, seveda, lepo. Domna poznamo, oziroma mnogi ga bolj poznajo kot izvajalca narodno-zabavne glasbe, kot odličnega harmonikarja, danes se pa predstavlja kot pianist in se mi zdi, da je prav, da pokaže tudi drugo plat svoje glasbene ustvarjalnosti in je res tak en, se mi zdi, kompleksen glasbenik, ki so ga mnogi veseli, kamorkoli pride. Ne? Odlično, ja. Zdaj, midva sva se že pogovarjala o vašem ustvarjanju, pa o tekstopiscih in podobnih zadevah, ne? In če zdaj pogledava te 4 CD plošče, pa 5 je v nastajanju, ne? Se še vi vedno držite ene svoje glasbene poti ali ste tekom vseh teh 17 let kaj spreminjali? Ugotovili, da kaj mogoče ni tako, kot bi si vi želeli, pa ste zdaj spremenili? Mislim, da ne. Držimo se samo, da skupaj kot celota mogoče delujemo bolj kvalitetno, kot smo na začetku. Ne poslužujemo se pa kakšnih novitet, ker mislim, da to malce skrenuje ven iz narodno-zabavne glasbe. Tako da držimo se strogo, bomo rekli, saj so nam lepi pred nami, bomo rekli, postavili zelo lepe smernice, bomo rekli Slavko Avsenik, Franc Mihelič, Lojze Slak, pa še mogoče Štirje Kovači, pa še kakšnega bi lahko naštel iz tega obdobja. Jaz mislim, da bi mogoče mladina malo bolj študirala tele gospode. Mnogokrat se v mojih oddajah pogovarjamo ravno o teh stvareh, da mladi glasbeniki oziroma ustvarjalci slovenske narodno-zabavne glasbe prinesejo dosti teh nekih novitet v to glasbo, da je ta glasba drugačna, pa rečemo, fajn je, ne? Ni pa prav, da bi pozabili na tiste temelje, ki si jih pač omenil, ne? Ker se mi zdi, da na tem temelji slovenska narodno-zabavna glasba. Ne? Res je, da takrat ni bilo toliko ansambla, kot jih je danes, ne? Da smo bili bolj navajeni teh stvari, ampak ti ljudje, ki so takrat zaorali ledino in postavili neke trdne temelje, ne? So taki, bi rekel, trdni temelji, ki veljajo še danes in bodo verjetno veljali še mnoga leta. Ampak glede na to, da si rekel Mihelič, omeni se Miheliča, omeni se Slaka in še koga, ne? Da so bili to na nek način vaši vzorniki, ste se kdaj bali, da bo ustvarjanje vaše glasbe nekako potegnilo preveč na njihovo pot, pa da jih boste preveč kopirali? Mislim, da ne, ker radi smo poslušali to glasbo, hoteli smo pa nekaj svojega ustvarjati. Je pa res to, da imamo vsak glasbenik, ki se ukvarja z narodno-zabavno glasbo, bi mogel imeti straho spoštovanje do teh gospodov. In jaz se spomnim našega prvega snemanja v studiu Mihelič, takrat smo imeli vsi, smo se fajn pripravili, tako da je pa fajn tresl, pa tako, jaz pravim temu spoštovanje do legend naših. Ne trema, ampak tisto pozitivna trema. Pozitivna trema, spoštovanje do tega, kar pač počnejo in kar so pokazali in še vedno nekateri kažejo. In tudi tistih, ki jih žal ni več med nami, njihova glasba pa bo ostala večno z nami. Se mi zdi, da smo lahko Slovenci pravzaprav zelo ponosni na vse te glasbenike, ki so naredili, bi rekel, ne veliko, ne samo za slovensko narodno-zabavno glasbo, ampak za glasbo nasploh v svetovnem merilu. Vse vemo, da recimo Avsenikova Golica je največkrat predvajana skladba na svetu od vseh skladb in jih je ogromno in veliko. Jaz mislim, da se Slovenci premalo zavedamo, kaj to pomeni. Tako, premalo se zavedamo, bolj bi mogli biti ponosni in prav je, da apeliramo tudi na mlade glasbenike, da se tega še bolj zavedajo kot se in mislim, da potem tudi njihov uspeh ne more izostati. Hvala lepa, Blaž. Domen, tebi hvala lepa za nocojšnji obisk, še eno skladbo nam boš nocoj zaigral in kar prosim, izvoli.
OK LED prodaja svetil in vseh vrst žarnic. Nudijo svetovanje in projektiranje. Opremljajo stanovanjske hiše, gostinske lokale in druge poslovne prostore. OK LED, Mariborska 86 v nekdanji poslovni stavbi Emo. OK LED, ko svetloba spregovori. Vabljeni v Optiko Tržan d.o.o. na Mariborsko cesto 54 Celje, kjer strankam ponujajo celovito storitev od ustreznega okulističnega pregleda v očesni ambulanti pa vse do izdelave in servisiranja očal ter svetovanje. Nudijo pregled vida, izmero dioptrije za očala in kontaktne leče in pomoč pri izbiri ustreznega korekcijskega okvirja ter stekla. S tehnologijo VisiOffice vam po merah izdelajo progresivna individualna očala. Poleg tega vam nudijo tudi pestro izbiro sončnih očal in ostalih optičnih pripomočkov. Čaka vas prijazno ter strokovno osebje, ki pomaga na poti k izboljšavi vašega vida. Obiščite jih tudi na spletni strani www.optika-terzan.si. Optika Tržan. Boljši vid za boljše življenje. Odslej tudi v Celju. Center Jager Celje. Na Dečkovi cesti. Vabljeni. Zadetek v polno. Trgovine Jager. Borza nepremičnin. Nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Poslovne prostore z lastnimi parkirišči imajo na dostopni lokaciji nasproti glavnega vhoda v celjski sejem. Posredujejo pri prodaji vaše nepremičnine, svetujejo in odkupijo vašo nepremičnino, sestavijo pogodbo za vse vpise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujejo ter še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte Borzi nepremičnin. Športna, prostorna, tehnološko dovršena. Nova Honda Civic, že od 17.990 evrov. Vabljeni v lepotni studio Maja v Arclinu, kjer lahko izbirate med pestro ponudbo storitev za nego telesa in obraza. Uidite v vsakdanjiku in si privoščite kakšno izmed različnih vrst masaž, pomlajevanje s specialnimi negami obraza, oblikovanje telesa z elektrostimulacijo, parafinskimi ali fango oblogami, limfno drenažo, kraljevsko razvajanje nog, depilacijo, manikiro in permanentno lakiranje, permanentno podaljševanje trepalnic ali ličenje za posebne priložnosti. Vzemite si čas zase in se prepustite popolnemu razvajanju v sodobnem lepotnem studiu Maja. Naša izbira je avtomobil, ki je dobrodošel v vsakem mestu. Naša izbira so nizke emisije. Naša izbira je tišina. Naša izbira je samotejno polnjenje baterije. Naša izbira je Yaris hibrid. Toyota. Vabljeni v hotel in gostilno Triglav na Dobrni. Vsak dan nudijo pestri izbor malic, kosil in a la carte ponudbe. Za kvalitetno ponudbo skrbijo tudi z izborom lokalnih dobaviteljev živil, zelenjavo pa pridelujejo na domačem vrtu. V lepo opremljenem ambientu hotela in gostilne Triglav bodo svoj prostor našle tudi zaključene družbe do 70 ljudi, v moderno opremljenih sobah in apartmaju pa si lahko privoščite mirne počitnice ali pa poskrbite za namestitev vaših poslovnih partnerjev. Na Dobrno z razlogom. Hotel Gostilna Triglav. Oprema za čebelarje, čebelji pridelki, medeni izdelki, kozmetika, darilni program, svetovanje strankam. Vse to in še več je trgovina Čebelca v Gosposki ulici 3 v Celju. Vsi čebelji pridelki in medeni izdelki so slovenskega porekla. Dobrodošli čebelari in vsi, ki radi uživate čebelje pridelke in živite z naravo. Pozabi vas nikda, ta stari čebelar.
Kemoplast, svet talnih oblog za vaše želje, barve in okuse. Obiščite nas v salonih Kemoplast in skupaj bomo poiskali rešitev za vaš dom. Kemoplast, svet talnih oblog. Nihče ne ve, odkud je, sem med nas prišla. Prišla je prav potiho, zdaj jo vsak pozna. In vsi bi hoteli malo z njo zagrabiti morje in nebo in zraven še ljubezen, da bo res lepo. Najlepša je poleti, ko morje zadiši in jugo gre med hiše in sonce odgori. Takrat me spominate na tisti lep večer, ko našla sva oba besede do srca. Mlada sva bila, ko našla sva oba besede do srca. Mlada sva bila. Preveč sva se ljubila, da bi slišala, kako jo je prineslo tja med naju dva. Na koncu sva par besed, kako bo ljubezen rešila svet in tisto melodijo še vedno znam zapet. Najlepša je poleti, ko morje zadiši in jugo gre med hiše in sonce odgori. Takrat me spominate na tisti lep večer, ko našla sva oba besede do srca. Mlada sva bila. Najlepša je poleti, ko morje zadiši in jugo gre med hiše in sonce odgori. Takrat me spominate na tisti lep večer, ko našla sva oba besede do srca. Mlada sva bila, ko našla sva oba besede do srca. Mlada sva bila. Čeprav smo tik pred veselim decembrom in nekako čakamo, da vsaj kolendarsko zakorakamo v zimo, je bilo, se mi zdi, da kar v redu iti malo še na morje pogledati, ne? In se spomniti na te lepe poletne dni z manco špik in pa kvartopirci. In zdaj je na vrsti naša, oziroma so na vrsti naši 3 predlogi za vižjo tedna. 3. krog je danes na vrsti, pa poglejmo, kaj vam nocoj ponujemo. Indek pod gori šumiče, stari grad spet vabi me. Tam ognjem dolini sreče, hiša rodna čaka me.
srečen si otrok, podari nasmeh, da pričaraš polnak. Radost uži, ponudbo in not, nasmeh čudežno tope vlak nalezljiv, bo tebe in druge bogatil. In vem, da si šla kot ptica na jug, a meni ostal je zadnji poljub. Izginile so mi sanje vse, ker drugi zdaj greje tvoje srce. Še enkrat osvežimo spomin, kaj vam danes ponujamo. Prvi predlog, družina Gregorci in ansambl Mikola, Kje si moj dom. Drugi predlog, ansambl Stanka Fajsa, Podari nasmeh. In tretji predlog, Veseli Dolenci, Povej dekle. 090 936 125, po pisku pritisnete 1, 2 ali 3 za prvi, drugi ali tretji predlog. Vsi, ki boste glasovali za katerikoli predlog, pridete v poštev za žrebanje. Ob koncu daje naš računalnik izžreba nekoga, ki bo dobil lepo glasbeno nagrado. Danes jo podarjajo naši osrednji glasbeni gostje, ansambl Javor. Ko slišim pesem na radiju, me spomnim na te, ko bil si tu. Igral kitaro si, jaz pa razmišljala o tebi. Hodila sem po temni ulici, si pogledal me in nasmehnil se. To sploh važno ni, ker sem razmišljala o tebi. Vsi poljubi sladki so le zate, ker zaljubljena sem noro vate. Dobro vem, da to ni tvoj problem, da samo upati le še smem. Ker ljubim te in te sovražim, zdaj sama se tolažim. Srce še vedno bije me za ti, prosim, daj že pridi, ne muči me. Bi rada ti povedala, da ljubim te, a vedno mi jezik zaplete se. Sam tvoj pogled mi vedno znova daje upanje. Ko se približaš, mi srce nori, brez tebe ni dneva, ne dolgih noči. To sploh važno ni, ker vedno v mojih mislih si. Vsi poljubi sladki so le zate, ker zaljubljena sem noro vate. Dobro vem, da to ni tvoj problem, da samo upati le še smem. Ker ljubim te in te sovražim, zdaj sama se tolažim. Srce še vedno bije me za ti, prosim, daj že pridi in ne muči me. Come on! Vsi poljubi sladki so le zate, ker zaljubljena sem noro vate. Dobro vem, da to ni tvoj problem, da samo upati le še smem. Ker ljubim te in te sovražim, zdaj sama se tolažim. Srce še vedno bije me za ti, prosim, daj že pridi in ne muči me. Srce še vedno bije me za ti, prosim, daj že pridi in ne muči me. Srce še vedno bije le za ti, prosim, daj že pridi in ne muči me. Blaž, zdaj kmalu pa bo ena zelo pomembna zadeva se zgodila za vas, ne?
govorimo o enem koncertu, ki ga pripravljate, pravzaprav je skoraj da vse že pripravljeno, ne? Ja, tako Mogoče je. kakšna malenkost še manjka. Ja, tako je. Mi vsako leto, bomo rekli, na pobudo našega kitarista Jerneja Štremfelja, ki se je takrat na koncertu pri Levitudu v harmonkarja, prirejamo koncert v Spodnji Idriji in lepo vabljeni 23. decembra v Spodnjo Idrijo. Takrat bomo se predstavili tudi malce v drugačni luči. Jernej se bo pokazal s svojimi prijatelji, glasbenimi prijatelji, potem prihajajo v goste Slovenski zvoki, pa Mladi Godci, pa ansambel Akordi in seveda tudi ansambel Javor ne bo manjkal. Humorist Peška pa bo vse skupaj povezal tako lepo In začinil, celoto. ne? In začutil, da bo vse tako, kot mora biti. Tako da 23. decembra pridite v Spodnjo Idrijo, pa vam ne bo Jaz sem žal. trdno prepričan, ne, da ljudje tam v domačem, sploh v domačem kraju, nestrpno čakajo take prireditve, ne, sploh če jih to organizira ansambel, ki je tam domačin, ki je njihov in se mi zdi, da je prav, da vas podpirajo tudi na takšen način. Ne. Ja, seveda. Se pravi, tako pred 5 leti smo se malo tako s strahom lotili, ampak ko imaš Jernej je pač takrat začrtal ta pot in mi smo zdaj sledili. odstopene ni več, ne? In zdaj ni več odstopene. Ja, se pravi, ta zadeva je že tradicionalna. Tradicionalna. 5-letnico, že 5 let. Ja. Zdaj 17 let, ne, sej 3 leta bo kar hitro minilo, ne, bo 20. obletnica, takrat se mi pa zdi, da bo to še en poseben datum, ki ga velja zabeležiti na poseben način. Ne. Tako je, seveda, tudi ko bo naša 20-letnica ansambla Javor, brez skrbi bomo priredili kakšen koncert večji, pa tudi še kakšnega v kakšnem kraju bliže našim ljudem. Omeniva še eno zadevo, v vaši družini ni samo ljubezen do glasbe, ampak je ljubezen tudi do živali. Hči ima konja, zdaj smo gledali tale videospot, v katerem so bili tudi konji, ne, in tudi pri vas doma imate to plemenito žival. Ja, imamo in seveda tudi, ker imamo konje in živali, seveda pri nas nekaj, se moja hčerka ukvarja malo tudi s temi stvarmi in pri njej je zrasla ta ideja, da bi naredili eno skladbo, da bi lahko tudi konje vključili noter v videospot. In naš Primož je naredil prekrasno skladbo Čas vrtiljak, ki jo bomo potem kasneje slišali. Posneli smo pa tudi videospot, ki se bo lahko zavrtel tudi na vaši televiziji in pa seveda na YouTubu. Prekrasen spot smo posneli bomo rekli, na Šentviški planoti, kjer so se sodelovali veliko konjenikov in konjenic, bom rekel po domače, in zelo smo se zabavali na snemanju. A Ata tudi kdaj sede na konja? Enkrat sem dobil za rojstni dan in bih malo dol padel. In takrat si rekel, raje ne, ne? Ja, tako, mogoče še, sem pa že imel, no, nekaj ur sem že pokoristil, ker sem dobil za rojstni dan. Ok, vredo. Blaž, hvala lepa. Mikrofonček samo s nami in te prosim, če greš na svoje mesto, kajti zdajle bodo spet na vrsti naši osrednji glasbeni gostje, ansambel Javor in njihova tretja skladba nocoj. Izvolite. Zadnji sončni žarek se
močnejša. Vzela je tvoje srce. Močnejša. Vzela je tvoje srce. Vzela je tvoje srce. A sosedem Francel pa bil zaljubljen je. Brka mlada uška mu vnela je srce. Ja, nem dosti imam več. Pa kje se- Najšpiljajo tisti, ko so plačani. Kje se naučiš ti vseh tetih štiklov? To se nisem rabo glih učiti, to Res? se vidi, da se nisem učil, da sem A ja, tako, ja. da je tako Ne. bolj stresam z rokava. Sam je lepa, veš zakaj se mi zdi tako fajna, ko ponovadi če sosede tako šimfamo, je pa to. Teta pa prav, ta sosed do Francl. Ja, pa bil zaljubljen je. Seveda. Čeprav mene nič ne briga, ne, ko se sosednji dogaja, to vse veš. Manj ko veš, boljše. Tebe ne briga, samo pa sosede briga, ko se s teboj dogaja, veš. To pa verjamem, to pa rad verjamem, ne sam še danes ne vem, za ko jih toliko skrbi. Ja, včasih moji sosedi, včasih vejo celo več o meni, ko jaz sam. Ja, sej, glej, čas jaz čujem, da sem kaj takega naredil, pa mene sploh zraven ni bilo, veš. Ja, tak pač to je, ljudi moji. Kak se temu reče, baba čula, baba rekla, ne? Ja, tak, jaz se to popolnoma strinjam s tem. Hotel sem pa reči, Mihoč, da zdajle je pa že cajt, da se ti navadiš take vesele špilat, veš, ko zdajle smo pa že mi dva, ne sam mi dva, saj smo vsi pravzaprav, ne? Že tako v drugi konkretni polovici novembra. Gremo proti decembru. In se bliža veseli december. Pojel pa konj žalostnih. Konj žalostnih, same vesele se bo išpilale. Ja, veš, to sem tudi mislil. Če dober poštudiraš, kak dolg smo mi čakali na december? Letošnje, res. Celo leto. Če to misliš. Ja, pa ne samo celo leto. 12 mesecev. No, še to. Pravzaprav Še to zdaj zraven. 11, da je prišel, ne? To glih ni cel let, malo manjka, ne? Ampak, lej, brez veze, ko ti ne neke... pameten biti, ja. Ja, podrobnosti, to je tako brez veze. V glavnem, hvala Bogi, po en stran, da je tukaj, po drugi stran pa, veš, ko nisem najbolj vesel, ko, lej, veš, kak je letošnji let se zdaj, kak je pa bil za tebe pravzaprav, je bil vredi? Leto je bilo to, kako može biti. Zdaj vem, kako ti misliš, je bila letina dobra. Na ta zvezda, ja. Letina pa letos bila to, kako že dolgo, ne, veš? Ja, lej. Si mogel od soseda posoditi še en sod, veš? Je pa še nekaj važno, ne? Da kolikor so povedali po totih poročilih, ne, da pa je, da letos bomo te zadnjič, da smo te zadnjič predstavljali to uro, vse veš, to ena ura nazaj, pa naprej, pa boste del spali, pa pol boste manj spali, pa to je noro, čez zmešano. To je uro, to je sama korbarija, tako bom rekel, so to je uro. To je zadnji cajt, da se to več ne predstavlja. Prvo, jaz se ne predstavljam nič več.
Jaz imam kar tako smel skozi. Ker ti bom povedal, gor po steni sem že imel 20 žebljev, veš, to kar predstavljaš sem, pa predstavljaš sem, pa predstavljaš sem in imam že 20 žebljev gor po steni, sem rekel, ne bom je več predstavljal, zdaj bom skozi na istem mestu. Pa butl, pa to ne moš uro predstavljati. To moš cangre predstaviti. Če je rekel, na televiziji je rekel, da je uro predstavimo. Ne uro, cangre na uri, no, da je za 1 uro, da je drugačko je bilo. Ko pa ti pa, se veš, ko reče, da ti to bioritem čist zjebe. Ja, vsega, meni ga, fejs. Aj pa res. Dobro, malo pa je razlika, veš. Se pozna malo, recimo prej, ko je bila po starem ura. Je meni domov pojesti stav, veš. Zdaj, ko pa po novem, mi pa glih na avtobusi. Bo štimal, veš. Samo lej, veš, te ljudi nas onegajo s tem cajtom sem pa taj, sam to tak ne moramo neč pomagati. Tu rečemo, če te bioritno onega, jele pa to. To še nekih ercni neki ni, da bi si to pomagal. Jaz nisem čul, veš. Ja, spat greš malo, pa se vležeš, pa počineš, ne? Ja, či pomaga, mjen neki ne, to moram povedati, da neki ne. Samo, ti pa neki povedal, veš, lahko pa, da mi takih strokovnjakov še nimamo, veš. Ja, tudi možno. Ja, ker to za tete ercnije, to morajo biti taki pravi strokovnjaki, da se spoznajo na one. In jaz ti bom povedal, jaz vem za enega, ko je šel, tako čas, ko so bili vajenci, ko so se učili za razne poklice, pa to je eden šel za tega, se reče, apotekarja, no? Da je pa tete ercnije prodajo, pa to, veš. Pa je že bil po en cajt tam, pa en dan mu šef rekel, čuj, posluši, Pep, je rekel, jaz zdaj moram leteti, tale je rekel, mest za 1 uro me ne bo, vse v glavnem ti že tako ali tako vse veš, če pa slučajno kaj ne veš, pa sem jaz tako ročen nazaj, ne, tako da ker po pedini te stvari, veš. Pa pride djed čez 1 uro nazaj, ti je rekel, ali je bilo kaj posebnega? In Jezus je rekel, gospod šef, je bilo. Je rekel, je prišla ena ženska gospa, pravzaprav, je prišla noter v balonarju, vete, je rekel, kak? V balonarju, če smo pa sred julija. Ja, je rekel, balonar je imela gor. In se je takle odkrila in je od spodaj bila cela naga. Jo, svete nebese, on se je začel kar križati. Je rekel, ko pa ti? Ja, neč, je rekel, jaz si na cajt gledal, pa le Bobnica reče, da one že 3 mesece ni videla. Binži, luleka, no? Da zdobiš? Bignila, reči, ko smo na televiziji. Je rekel, ko si pa ti naredil? Neč, je rekel, jaz sem cajt študiran, ko bi, pa sem dal pa babi kar kapljice za oči, pa to. Da bo spregledala, no? Jezus je rekel, pa en, gospod je prišel noter. Tak strašen kašelj je imel, vam povem. Tako je sromak kašlo in jaz sem se takoj spavnil na vaš nasvet in smo dal tetle sirup, no kako se že reče, vse tamle gor na unile stoloži ga imamo, no tetle, ricinusov ole smo dal. In Jezus je rekel, svete nebese, pa ricinusov ole, pa ja ni za kašelj. Ne vem, je rekel, če je ali ni, sam pomaga pa. Rekel, kak pa to veš? Je rekel, ko ga že pol ure gledam, tam na un stran ceste stoji, pa ne upa zakašljati. Kaj nam prinaša ta čas, kot vrtiljak se mi včasih zazdi, ker prehitro so se odvrti. Za veselje pa časa več ni, vse spremenilo se je, saj svit obrača le.
šla na pot. Mesečin izkončen na sprehod. Luna bo nocoj sijala, bova šla na pot. Mesečin izkončen na sprehod. Evo, takole Blaž je prikaja k meni. V tem zadnjem pogovoru, Blaž, ja, moramo malo pogledati v vašo prihodnost, to nas seveda zanima, ne? Ok, zdaj je pred vrati 20. obletnica, dokončanje tega 5. CD-ja. Kakšne so še pa vaše druge želje? Kaj želite početi? Kako iti naprej po vaši glasbeni poti? Ja, želje so predvsem te, da bi bili zdravi, to je prva želja, druga želja je pa to, da bi igrali na čim več nastopih. Nekaj jih kar imamo, tako da smo zelo veseli, da nas ljudje vabijo na vse konce. Radi uživamo med dobrimi ljudmi, ki cenijo tudi dobro glasbo. Ne bo odveč, če zdajle nekako narediva malo reklame, ne? Vsi tisti, ki nas danes gledajo, pa med njimi je kar, sem trdno prepričan, mnogo takih, ki organizirajo razne prireditve, veselice in podobno, da vas pokličejo, kje najde vaše vse te podatke, kje... Ja, največ ažurni smo na naši Facebook strani Ansambel Javor, potem imamo svojo internetno stran www.ansambeljavor.com. Moja telefonska številka je 041 528 667. Dobite nas za vse nastope, veselice, abrahame, poroke. In ne glede na to, da se iz Idrije rade volje prijete na Štajersko, ne? V naše konce, kjer so ponavadi dobri žuri. Ja, jaz vam seveda želim, da bi imeli čim manj težav pri ustvarjanju in nadaljevanju vaše glasbene kariere. Sem trdno prepričan, da še zdaleč niste rekli zadnje besede in da ste zdaj nekako v polnem zaletu in da je idej še mnogo in da imate še nekje po predalih skrite zadeve, ki bodo prišle kmalu na dan. Jaz bom rekel tako, vsaka glasba, ki ti pade izpod peresa, ni za v javnost, tako da je treba vsako malo prepeglati, preden ugleda luč sveta. Ampak jaz verjamem, da imamo še veliko zagona, imamo tudi mladega Jerneja, ki bo nas malo poganjal še naprej. Vsi imajo neko avtorsko žilico, tako da se jaz sploh ne bojim za dobro glasbo. Jaz si želim, da bi temu bilo tako in verjamem, da bo tako in vam želim seveda na vaši glasbeni poti vse dobro. Ti mikrofonček dol, jaz pa letim zdaj do Jerneja, če si ga že nekako omenil kot enega tistih članov, ki rad ustvarja. Jernej, živijo. Zdaj mi dva, predno se lotiva glasbe, ne? Zdaj ena zadeva je, 2013 se je zgodilo nekaj za tebe zelo pomembnega in se mi zdi, da ti ta naziv zelo veliko pomeni. 2013 si postal najdijak Slovenije, ne? Kaj to pravzaprav sploh je? Ja, to je pa že kar en cajt nazaj. Ja, 5 let, no? Ja, 5 let, ja. Ja, takrat še nisem bil član Ansambla Javor. Ja, to je naziv v bistvu, ki sem si ga prislužil svojo aktivnostjo takrat na gimnaziji Jurija Vege v Idriji. V bistvu s številnimi nastopi, s šolsko dejavnostjo, tudi z ocenami ne nazadnje. Drugače je bil pa to en razpis, gimnazija me je prijavila in takrat sem bil izbran z največ točk. Se pravi, da tukaj je že pomembno, da čisto vsak v tem, težko mu rečemo tekmovanju, ne? Čisto vsak ne more biti zraven, ne? Te že morajo predlagati, ne? Ja, tako, itak. Se pravi, kot sem že rekel, mene je gimnazija Idrija predlagala. Šlo se je pa bolj v bistvu na to, malo na pridnost v šol, ali pa mogoče celo predvsem na obšolske aktivnosti, se pravi, meni je glasba zelo veliko prenesla, ker sem že takrat bil še kar aktiven, tudi če še ne pri tem ansamblu, nekih po drugih nastopih in tako naprej, tako da je takrat pol to ratalo. To pa ni edini tovrstni naziv.
postal si tudi najmaturant, ne? Kdaj pa je to bilo? Najmaturant, ja, bil sem zlat maturant, ja. To je bilo pa, se pravi, dobre 2 let nazaj, ja. 2 let pa pol. Je tukaj sistem podoben ali je drugačen? Ja, tukaj pa v bistvu... Ali je samo rezultat pomemben? Tukaj pa ni kakšnega razpisa, maturo mora vsako pravljati in tisti, ki so najuspešnejši, si pol prislužijo ta naziv. Meni je takrat to vrata. Iskrene čestitke. Hvala. Zdaj pa greva glasbi. Blaž je rekel, da je eden tistih članov, ki daje ansamblu tudi zagon, ki jih spodbuja. Ti si kriv, da imate zdaj že 5. leto ta vaš koncert, ne? In da izpod tvojega peresa tudi prileti kakšna krasna skladba, ne? Ja, tako, bom rekel, zdaj sem se malo začel tudi v te vode podajati, da tudi kakšno skladbo napišem za ansambel Javor, eno bomo tudi v prihodnosti, bom rekel, v kratkem predstavili. Drugače pa ja, glasba je del mojega življenja že kar od otroštva. Igral sem harmoniko v glasbeni šoli, tudi še zmeraj zelo rad igram. Nekako Slavko Avsenik je bil tudi v narodno-zabavni glasbi en moj vzornik zmeraj. Zdaj pa tudi na kitari v ansamblu Javor, zdaj že, ja, hmalu bo že 2 leti, ja, tako, čas kar hitro teče. In upam, da se bom še naprej še dolgo ukvarjal z glasbo, no, ker mi to res veliko pomeni. Tega si želimo tudi mi. Hvala lepa in izvolite. Starček samiva na božično noč, zadnja sled dneva zdavna odšla je proč. Ob prazni je mizi nikjer ni dobrot, le luč je prižgana, da sveti na pot. Starček samiva na božično noč, nihče ne pride k njemu nocoj gredoč, le molek prek prstov mu tiho drsi. Ko Božji otrok se na slami rodi, drugod je razkošje, je praznovanje. Mnogi o tem pa imajo le sanje, nekje je molitev, angelski glas, je dete rojeno na slamci za nas. Starček samiva na božično noč, nihče ne pride k njemu nocoj gredoč, le molek prek prstov mu tiho drsi. Ko Božji otrok se na slami rodi, drugod je razkošje, je praznovanje. Mnogi o tem pa imajo le sanje, nekje je molitev, angelski glas, je
zaspal Betlehem, le zvezda naznanja resnico ljudi. Le zvezda naznanja resnico ljudi. OK LED prodaja svetil in vseh vrst žarnic. Nudijo svetovanje in projektiranje. Opremljajo stanovanjske hiše, gostinske lokale in druge poslovne prostore. OK LED, Mariborska 86 v nekdanji poslovni stavbi Emo. OK LED, ko svetloba spregovori. Vabljeni v Optiko Tržan d.o.o. na Mariborsko cesto 54 Celje, kjer strankam ponujajo celovito storitev od ustreznega okulističnega pregleda v očesni ambulanti pa vse do izdelave in servisiranja očal ter svetovanje. Nudijo pregled vida, izmero dioptrije za očala in kontaktne leče in pomoč pri izbiri ustreznega korekcijskega okvirja ter stekla. S tehnologijo VisiOffice vam po merah izdelajo progresivna individualna očala. Poleg tega vam nudijo tudi pestro izbiro sončnih očal in ostalih optičnih pripomočkov. Čaka vas prijazno ter strokovno osebje, ki pomaga na poti k izboljšavi vašega vida. Obiščite jih tudi na spletni strani www.optika-terzan.si. Optika Tržan. Boljši vid za boljše življenje. Odslej tudi v Celju. Center Jager Celje. Na Dečkovi cesti. Vabljeni. Zadetek v polno. Trgovine Jager. Borza nepremičnin, nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Poslovne prostore z lastnimi parkirišči imajo na dostopni lokaciji nasproti glavnega vhoda v celjski sejem. Posredujejo pri prodaji vaše nepremičnine, svetujejo in odkupijo vašo nepremičnino, sestavijo pogodbo za vse vpise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujejo ter še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte Borzi nepremičnin. Športna, prostorna, tehnološko dovršena. Nova Honda Civic, že od 17.990 evrov. Vabljeni v lepotni studio Maja v Arclinu, kjer lahko izbirate med pestro ponudbo storitev za nego telesa in obraza. Uidite v vsakdanjiku in si privoščite kakšno izmed različnih vrst masaž, pomlajevanje s specialnimi negami obraza, oblikovanje telesa z elektrostimulacijo, parafinskimi ali fango oblogami, limfno drenažo, kraljevsko razvajanje nog, depilacijo, manikiro in permanentno lakiranje, permanentno podaljševanje trepalnic ali ličenje za posebne priložnosti. Vzemite si čas zase in se prepustite popolnemu razvajanju v sodobnem lepotnem studiu Maja. Kemoplast, svet talnih oblog za vaše želje, barve in okuse. Obiščite nas v salonih Kemoplast in skupaj bomo poiskali rešitev za vaš dom. Kemoplast, svet talnih oblog. Vabljeni v hotel in gostilno Triglav na Dobrni. Vsak dan nudijo pestri zbor malic, kosil in a la carte ponudbe. Za kvalitetno ponudbo skrbijo tudi z izborom lokalnih dobaviteljev živil, zelenjavo pa pridelujejo na domačem vrtu. V lepo opremljenem ambientu hotela in gostilne Triglav bodo svoj prostor našle tudi zaključene družbe do 70 ljudi, v moderno opremljenih sobah in apartmaju pa si lahko privoščite mirne počitnice ali pa poskrbite za namestitev vaših poslovnih partnerjev. Na Dobrno z razlogom. Hotel Gostilna Triglav. Naša izbira je avtomobil, ki je dobrodošel v vsakem mestu. Naša izbira so nizke emisije. Naša izbira je tišina. Naša izbira je samodejno polnjenje baterije.
Naša izbira je Yaris Hybrid, Toyota. Oprema za čebelarje, čebelji pridelki, medeni izdelki, kozmetika, darilni program, svetovanje strankam. Vse to in še več je trgovina Čebelca v Gosposki ulici 3 v Celju. Vsi čebelji pridelki in medeni izdelki so slovenskega porekla. Dobrodošli čebelari in vsi, ki radi uživate čebelje pridelke in živite z naravo. Pozabi vas nikdar, ta stari čebelar. Tako kot vedno, pa tudi nocoj pogledamo, kako ste glasovali nocoj za naše 3 predloge za vižjo tedna in komu ste namenili največ vaših glasov. Zmagovalci nocoj so Veseli Dolenci in pa skladba Povej dekle. Miro Kebe pa je dobitnik obljubljene glasbene nagrade. Miro se bo oglasil po nagrado na naše uredništvo, časa za dvig nagrade pa ima teden dni do prihodnega četrtka. Ansamblu Javor, hvala lepa za nocojšnji obisk, vse dobro želim tudi v prihodnje. Vam, dragi prijatelji, pa seveda hvala za vašo pozornost, lep vikend in vidimo se spet prihodnji četrtek. Lahko noč. Dobra volja je najbolja, včasih rekli so tako. Ko je kikec bil še majhen, si prebival je lepo. Stare pismi šle v pozabo, slišati nič več jih ni. Kot da mladih dni na vasi, kam so fantje šli. Naši kikčevi deželi, mnogo takšnih je ljudi, da o prazni mizi lačni bi težko zabili si. V naši ljubljeni deželi vsak svoj prostor naj ima, naj za vse dovolj bo kruha, slogi močjo vsakega. Odšle so vse tinkare, naše zame mujčice, Lidavki, Gorinski nagelj bi na oknih videl še. V naši kikčevi deželi mnogo takšnih je ljudi, da o prazni mizi lačni bi težko zabili si.